Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Pri finančnih odločitvah niso ključne le številke, temveč tudi razumevanje, odnos do denarja in način razmišljanja. Naš današnji gost je Sašo Šmigić, član uprave družbe Generali Investments, ene vodilnih družb za upravljanje naložb v Sloveniji. Po študiju na ekonomski fakulteti v Ljubljani je vstopil v svet upravljanja premoženja, kjer deluje že skoraj 2 desetletji. Govorila bova o njegovi študijski in karierni poti, pa tudi o odnosu do denarja, pomenu finančne pismenosti ter o tem, kako premišljeno pristopati k varčevanju in investiranju. Sašo, lepo pozdravljen in dobrodošel v Alumni Connectu. Lepo pozdravljen. Zdaj, kot sem rekel v uvodu, v bistvu, da imaš šla od tvoje študijske odločitve za študij na ekonomski fakulteti, malce čez kariero, pa potem malo na finančno pismenost in pa na kakšne poglede v svet varčevanja in investiranja, bi se mi smiselno zdelo, da začnemo pri odločitvi, zakaj si se ti sploh odločil, da boš šel študirati na ekonomsko fakulteto. Čisto iskreno, neke čisto popolnoma izoblikovane ideje, kaj bom, ko bom velik, takrat nisem imel. Kot dijak sem se še malo lovil, nekaj časa sem v srednji šoli mislil, da bom zdravnik. Pol sem ugotovil, da to mogoče ne bi bilo primerno zame. In ja, sem se znašel na ekonomski fakulteti. In je bilo kar zanimivo, zato ker tudi vsako leto sem ugotovil pač nekaj novega v sebi. Bolj v smislu, česa nočem, kot to, kar hočem. To je prišlo dosti na koncu šele. Zdaj, ko si rekel, da si najprej mislil, da boš bil zdravnik, kaj pa ti je pol nekako proti koncu srednje šole verjetno spremenilo, to, da si pomoče začel bolj gledati, da te bolj vleklo v to poslovno biznis stran? Ja, zelo zanimivo. Po moje najbolj bi, ali pa največ, kar me je preprečevalo, da bi se odločil za na drugo smer, je bilo, ne vem, če bi rekel, da je strah pred odgovornostjo, ampak res se mi je zdelo, da res veliko stvari nosiš na sebi. Tako psihološko breme, če bi se mi kaj zalomilo pri unem poklicu, bi bilo mogoče zame, ali pa tako ocenjeval takrat preveliko. Ekonomska fakulteta je pa tle blizu, jaz sem iz Bežigrada, hodil sem tudi v Bežigradu na srednjo šolo, tako da je bila ena taka dosti logična odločitev. Veliko mojih prijateljev, veliko sošolcev, iz paralelke v srednji šoli se odločili za ta študij, tako da ja, ni bilo razloga, da ne bi šel še jaz pol. Ok, seveda, zanimivo. Pa seveda zdaj, ko si rekel, da si vsako leto potem ugotovil, kaj ti ni všeč, oziroma kaj ti je manj všeč, kot pa si najprej mislil, pa pojdiva zdaj najprej na tisti mogoče prvi letnik ali pa v bistvu tiste prve korake, ko so bili na ekonomski fakulteti, ko mi enkrat, ko se vpiše, imamo neko vizijo, neko sliko si nekako naredivo, kaj bomo na nekem študiju počeli, pa dejansko pridemo v resničnost, pa mogoče, da se popeljeva od tukaj. Res, tako kot sem ti rekel na začetku, nisem imel sploh nobene ideje, da bi bil nek menedžer ali pa nek poslovnež čisto na začetku študija. Pač tisto prvo leto sem si vzel tako dosti na easy. Spoznaval sem pač, kaj pomeni biti študent, kaj je ta občutek svobode, ki ga načeloma doživiš prvič. Se mi zdi v življenju, da res lahko pač sam odločaš o vsemu, kako boš preživel dan, kaj boš delal, s kom se boš družil, ali se boš učil ali se ne boš učil. Tako da prvi let je bil tak, bolj recimo temu iskanje malo ali pa plavanje v tem sistemu. Veliko časa sem preživel na ploščadi odzgori, sploh ko so bili lepi sončni dnevi. Kakšen dan preveč, mogoče tudi na sosednjem faksu na FDV-ju. Tako da ja, ta prvi let je bil, recimo temu, zelo sproščen. Sem ga pa potem pač mogel nadoknaditi v naslednjih letih. Okay. Tako da na srečo znam tudi zagrizti v knjige in ko se nečesa lotim, sem dosti učinkovit in potem lahko določene stvari skompenziram, recimo temu.
Zdaj si izpostavil več takih pomembnih vidikov, mislim pomembnih. So tudi sestavni vidik samega študija, ne, v bistvu, da spoznavamo ljudi, v bistvu mogoče sebe orientiramo, da gotovimo sploh, kaj nam paše, oziroma si začnemo nekako razporejati dneve, cilje, mogoče kaj nas zanima, ne. Prej si rekel, v bistvu, da si potem ugotavljal, ne, kaj v bistvu ti ne paše. Kaj bo mogoče taka prva ali pa tista, kar si najprej poglavitno ugotovil, da ti res ne paše, ko si bil v študiju? Predvsem me je na začetku zelo zmotil ta res tok teoretični pristop razlaganju tega, kaj biznis je. Ne. Zdelo se mi je, da je res tako mogoče premalo bazira na nekih realnih primerih. Tudi teorija, ki se je takrat podajala, iskreno nisem čisto dobro si znal predstavljati, kaj to pomeni. Ne. Kje to uporabiš, a je sploh uporabno to znanje. Tako da to je bilo mogoče, ali pa recimo temu največji minus. Ker se mi zdi, da sploh, ko si enkrat mlad človek, pa še ne veš, kaj vse obstaja v svetu, je zelo pomembno, da ti nekdo, ki ti podaja znanje na način, ki te pritegne. In mogoče je bilo takrat, vsaj zame, tega bistveno premalo na začetku, no. To. Ja. Okej. Si mogoče opravil, si šel na kakšno izmenjavo? Si med študijem že kaj delal? Ne, jaz sem pa še iz časov, ko je bilo to rezervirano za res peščico izbrancev. Mislim, da je pol, ne vem, par let potem, ko sem jaz že zaključil z izobraževanjem na tej šoli, ta izmenjava res zaživela. In je to postalo dostopno vsem. Tako da, če bi rekel, da je kakšna stvar, ki mi je v življenju manjka ali pa da mi je žal, je točno ta izkušnja. Ker se mi zdi, da je to res nekaj, ki ti res da, no, eno tako lepo izkušnjo, ki jo potem lahko uporabiš v bistvu skozi cel life. Da greš v tuje okolje, da si prisiljen spoznati nove ljudi. Jaz kot Ljubljančan, pa še iz Bežigrada, načeloma nisem poznal tega pravega študentskega življenja, ne, še zmeraj sem bil doma. Tako da bi bila to po moje tudi prva izkušnja zame, kako samostojno živeti brez staršev, res poskrbeti sam zase. In ja, to je ena stvar, ki se mi zdi, ali pa edina stvar, ki bi rekel, da je pogrešam iz svojih študentskih dni. Okej, ja, zanimivo. Gosti ponavadi točno to rečejo, v bistvu, da tisti, ki so šli na izmenjavo, no, je v veliki meri so bili prvič soočeni s tem, da so za sebe živeli, so bili prisiljeni v novo okolje, ne. In v bistvu je šla potem njihova, bi rekel, ta krivulja učenja, prilagajanja res na nek eksponent, ne. Ja, ker to je načeloma tudi priprava za life, ne. Saj eno je, da dobiš neko znanje, to je pomembno, ne govorim, da ni, je pa za life, pa za to, kako se v bistvu pol uspeš pozicionirati v svetu, zelo pomembno, no. Kako se znajdeš v prostoru, v novih okoliščinah, kako se soočaš s težavami, z izzivi, kako navezuješ stike. To so res ključne stvari. Pa ne samo za posel, po moje, za vsakega v življenju, no. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi to res en tak super sistem, ki se je vzpostavil. Žal ga jaz nisem izkusil. Tisti, ki bodo poslušali, upajmo, da ga čim prej izkusijo oziroma zamudijo te priložnosti. Zdaj pa tudi me zanima mogoče, a si pa potem v študiju že kaj delal? Si poleg znanja, ki ga pridobivaš na fakulteti, pol tudi želel recimo v praksi kaj preizkusiti? Si mogoče načrtno izbiral kakšna študentska dela? Niti ne? Spet, študentska dela, ko sem bil študent, so bila zelo specifična. So bila res ta old school študentska dela. Tako da bi dobil neko res primerno prakso v svetu financ, kjer sem se znašel, načeloma tega ni bilo. Danes je to bistveno bolj drugače, bolj dostopno, takrat je bilo pa to rezervirano, oziroma bi rekel, je bilo popolnoma zaprto. Zdaj pa čisto tako, če se malo navežem tudi na mojo karierno pot,
Jaz sem šele v bistvu dosti na koncu študija ugotovil, kaj bi mene sploh res zanimalo delati. In kot sem ti že rekel na začetku ali pa malo prej, je imel poglavitno vlogo pri tem pač profesor, Okay. ki se mi zdi, da mi ko res prvič res znal pritegniti mojo radovednost, moje zanimanje za svet financ. To je bil Aljoša Valentinčič. In potem sem tudi pod njegovim mentorstvom delal diplomsko nalogo. Bilo mi je zelo zanimiv, ena taka stvar, ki je bila načeloma dosti nova za to okolje. Tako z veliko nekimi izzivi, delal sem na primeru realnega podjetja, ki je imelo neko zgodovino, recimo temu, tako da je bila mogoče tema tudi iz vsebinskega vidika primerna, mogoče celo malo, ne bom rekel, sporna, ampak definitivno zanimiva. In ja, takrat sem prvič pač začel resno razmišljati, da bi začel delati v svetu financ. Moja prva, recimo temu bolj resna izkušnja z delom na ekonomskem področju je bila pa pri svetovalnem podjetju IT Kearney, kjer sem res delal kot študent. In ja, tudi to je, bi rekel, da je bila ena izmed takih res globokih ali pa pomembnih izkušenj v mojem pač nadaljnjem življenju, ne. Zato, ker sem res videl, kaj pomeni trdo delati, kaj pomeni delati za neko tujo inštitucijo. Takrat je bil IT Kearney še pod okriljem münchenske pisarne, če se ne motim. In tudi ja, moj prvi šef, mentor je bil Nemec. Tako da ja, definitivno sem dosti hitro spoznal, kaj pomeni delati za tuje podjetje v zelo, recimo temu, zahtevni industriji, z zelo pametnimi in tudi, recimo temu, ja, s pametnimi ljudmi, ki so me res mogoče celo prvič v življenju pripeljali tako v te res visoke obrate, no. A bi mogoče izpostavil kakšno tako, da si bi lažje orisal, kaj bo tako ključno? Kaj pomeni? To pomeni, da te pridejo iskat, ne vem, ob 8 zjutraj, se odpelješ k klientu, delaš tako neprekinjeno cel dan in prideš ob 9 zvečer domov. Tako, to pomeni. Okay. Ja. Ampak si to prestal v bistvu, te je izoblikovalo na nek način? Ja. Mogoče bi sam še vprašanje navezal, ko si rekel, da je bilo, da te je profesor navdušil potem, da si nekako na koncu vedel, v katero smer bi šel. Mogoče se spomniš, zakaj točno te je navdušil za te finance, ali si bil v bistvu že ti takrat potem mogoče tudi nezavedno mogoče usmerjen? Ne, da bi rekel nezavedno usmerjen. Predvsem mene zelo pritegne energija ljudi. In doktor Valentinčič je res takrat razlagal stvari tako dosti energično. Res se vidi, da mu je bilo to zanimivo, da mu je bilo pomemben. Pa mogoče celo prvič, ali pa da nam debu komu zdaj kle krivice, ampak res se mi je zdelo, da govorimo o enih takih stvareh, ki so dosti realne. Se pravi, letno poročilo firme, ki jo poznam, mislim, da je bila takrat Krka. Tako, prvič sem videl, da ima to znanje ali pa to, kar se tam učimo, da bi lahko imeli res neko materialno ali pa tako otipljivo materijo, ne. Določiti vrednost podjetja, ne. Te stvari so mi takrat, sem rekel, okej, to pa zanimivo. Dajmo probati. Okay. No, in pol skozi to mojo pot tega diplomskega dela sem se res poglobil v določene specifike. In ja, takrat sem se pač po moje resnično odločil, da pa hočem delati v svetu financ. Ok, super. Glede na to, da zdaj si že 20 let v tem svetu, ne?
Pa me zanima, da bi mogoče porisala potem, kako je šlo naprej od Krnja, oziroma kako si potem prišel. Zelo zanimiva pot je bila. Ja. Recimo na zagovoru diplome je bil v komisiji dr. Peter Groznik. In ja, me je kar fajn mučil, no. Je imel taka dost, recimo temu, zanimiva vprašanja. In mi ni bilo čisto najprej jasno, zakaj nekdo toliko muči enega študenta, ne. Sploh, ker sem vedel, da sem naredil dobro delo in ja, mi je bilo tisto mogoče malo zanimivo. Šele pol sem se zavedel, da sem bil takrat na takem neformalnem razgovoru za službo, no. Ok, zanimivo. Ja, ker je bil Peter Groznik, je takrat postal direktor naložbenega sektorja na KD skladih, na prvi družbi za upravljanje v Sloveniji, in je imel za mandat vzpostaviti, recimo temu, nek zahodno usmerjen asset management department v tej družbi. Tako da, ja, malo po tem zagovoru diplome me je poklical Aljoša in me je vprašal, če bi se dobil s Petrom. Sem rekel, ja, ok, za izgubiti nimam nič. Sicer ja, to je ki me je nekaj tam mučil na diplomi, ampak ok, lej, ne, vem, da sta takrat pri njemu že delala dva moja prijatelja še iz srednje šole, tako da malo zgodbo sem poznal. In ja, po onem razgovoru se je začela moja skoraj 20-letna pot potem v industriji upravljanja premoženja. Najprej skozi KD sklade, zdaj odkar nas je 2018 oziroma 2019 prevzela skupina Generali pa pod znamko Leva. Ne, zelo zanimivo to, v bistvu, ko nekako niti ne veš, no, v bistvu pa se potem samo od sebe zgodi. Ja. Ti si v bistvu bil na zagovoru diplomskega dela, v bistvu nekako pa posredno tudi na potencialnem razgovoru za službo. Saj, tako ko pogledam, dosti stvari v življenju se zgodi na videz random, ne. Zdaj, kaj je po moje ključ za vsakega posameznika je, da je skozi pripravljen na marsikaj, ne. Se pravi, če nekaj delaš, pa če nekaj se prezentiraš, jaz verjamem, da je fajn, da to narediš maksimalno dobro. Ker nikoli ne veš, kaj se iz tega lahko izcimi, ne. Pa tudi, če se nič ne zgodi, sam pri sebi veš, da si naredil res eno kul stvar, na katero si lahko ponosen in sam sebe pač daš trepljaj po rami. Če pa karkoli več, kot v mojem primeru, pa še toliko boljše. Se strinjam. Moraš pa najti nekaj, ki te zanima, ne. Ja. To je pa ključ, se mi zdi. Bi mogoče tukaj povedal kakšno misel pa mnenje, mogoče za tiste, ki ne vejo, kako ugotoviti, kaj jih točno zanima, kaj bi recimo, kako se ne orientirajo oziroma kako naj postopajo, da čim prej ugotovijo. Predvsem je zelo pomembno, da probaš čim več stvari. Da si izpostavljen čim širšemu krogu nekih izkušenj, pa mogoče niti ni toliko ključno, da boš tam sebe našel takoj, če ja, super, ampak bolj je pomembno, da pri sebi ugotoviš, česa pa ne želiš, ne, ker tudi to je zelo pomembno. Da si tule iskren sam do sebe, ne, se pravi, ne vem, nekomu se mogoče zdi zelo kul delati v marketingu, super, naj proba, ne. Naj proba pri čim različnejšem številu pač delodajalcev, da vidi, a je to sploh resnično ali ne, ne. Nekdo misli, da bi rad delal samo s številkami. Okej, ne, naj proba, pa naj vidi, a bo malo kot človeški stik. Nekdo hoče biti menedžer, ne. Super, ampak daj izkusi najprej, kaj to pomeni, ne. Tako da ja, čim širšemu krogu dražljajev v različnih scenarijih, doma, v tujini, kjerkoli, čim bolj odprte glave, nobeni stvari mogoče jaz ne bi rekel ne. Ampak bi rekel mogoče, pa bi se pol na podlagi tega odločil, ali je bila to prava pot ali ne. Tako da dokler imaš ta luksuz, da si res lahko fleksibilen in nimaš nobenih večjih, recimo temu, drugih zgodb v življenju, bi jaz rekel predvsem to, da probaš probati čim več stvari. Ok,
V bistvu vse sem mislil vprašati, če kakšna je bila mogoče tvoja zgodna karierna lekcija, ki se pomembna še danes, pa bi v bistvu lahko rekel, da je načeloma to, da Predvsem to, kar delaš, je zelo pomembno, da narediš najboljše po svojih močeh. Se pravi, zdaj, ko gledam jaz tudi skozi malo drugo prizmo, se pravi delodajalca in nekoga, ki kadruje, se treba zavedati, da mi, ki določene stvari delamo že toliko časa, pa imamo izkušnje, pa imamo znanje, ne pričakujemo od mladih ljudi, da bojo naredili stvar perfektno, strokovno. Pričakujemo pa, da se bojo potrudili, da bodo pokazali veliko mero, recimo temu, entuziazma, zmožnost za učenje, zmožnost sprejemati kritiko, kar je tudi pač zelo ključno, in da pokažejo pač nek potencial za razvoj, se pravi. Ne želimo točno vedeti, da ti narediš danes perfektno, kot da bi naredil jaz, ampak hočem vedeti, da boš v naslednjih 5 letih lahko tja tudi prišel. Tako da, ja, ko delate, karkoli delate, probite narediti po najboljši moči. Če vam pač to, če ugotovite, da vam to ne paše, super, ne? Imate izkušnjo, tega nočem več delati. Ampak dokler pa to delaš, pa probi pač dati največ od sebe, kar lahko. ja, se strinjam, pa mogoče bi tukaj vprašal, verjetno tudi velik faktor tukaj ta strah pred neuspehom. Kako v bistvu bi se mogoče, kako se tega v bistvu lotimo oziroma da ga nekako zminimiziramo, da ni tisti poglavitni razlog, da se nečesa ne lotevamo v bistvu na tak način ali pa niti ne želimo probati. Mislim, nek strah ali pa neka trema je itak prisotna, vsaj pri meni skozi celo življenje. To ni zdaj, da to kar izgine, ne. Najtežja stvar, ki jo imaš v poslu, je pač sprejemanje odločitev. To je to. Se pravi, višji, ko si na lestvici, bolj si plačan za to, da sprejemaš težke odločitve. Kar se mogoče ljudje ne zavedajo, čisto najboljše, da tudi če ne sprejmeš nobene odločitve, oziroma če misliš, da, ali pa če se ustrašiš, si še zmeraj sprejel odločitev. Pač sprejel si odločitev, da ne boš nič naredil. In to je v bistvu stvar, ki jo moraš premagati. Se pravi, da se zavedaš, da s svojo pasivnostjo še zmeraj delaš aktiven kol, ki pa ne gre tebi v korist. Strah pred napako, okej, ja, z izkušnjami pač se manjša, ampak problem je, da ko ti rasteš v karieri, so tudi izzivi pred tabo vedno večji, ne. Tako da, ja, one manjše stvari ti ratejo lahke, ampak vedno si soočen z novimi velikimi izzivi in vedno znova premaguješ ta strah, te dvome znotraj samega sebe. Tako da jaz bi rekel, da je to vseživljenjski proces, no. Ne vem, jaz še nisem prišel tja, da bi rekel, da me zdaj pa čisto ničesar ni strah. Tudi preden sem prišel sem na parkirišču pomislil, ne, tole bo pa spet en zalogajček zame. Ampak ja, pač moraš iti naprej v življenju. Ne smeš pustiti strahu, da je tvoj glavni driver, ker to nikoli ni dobro. Ja, v bistvu, to si zelo lepo povedal, ko si rekel, da tudi če smo pasivni, ne, Ja. v bistvu nekako na podlagi tega pa delamo aktivne odločitve, ker ne naredimo nič, ne. Ja, točno to. Zdaj pa mogoče bi na ta strah pa kar navezal, kot sem rekel, v bistvu varčevanje, investiranje, odnos do denarja. Pa mogoče lahko preden začneva z tem, rečeva kakšno o finančni pismenosti, ker se mi zdi, da je to seveda najbolj ključen dejavnik pri tem, da mi sploh vemo, kakšen je potem odnos do denarja, da začnemo pravilno varčevati, investirati. Zdaj pa ti si profesionalec na tem področju, v bistvu imaš res konkretne izkušnje iz prakse, pa me zanima, kako bi ti ocenil oziroma kako vidiš, da je finančna pismenost v Sloveniji, na kakšnem nivoju, kaj mogoče manjka, mogoče različno od generacij, posamezniki, podjetja. Zdaj tako je, ko pogledaš eno širšo sliko v Sloveniji, kako imamo državljani razporejene svoje trdo prigarane prihranke, slika ni glih optimalna, ne. Ja.
Kar imamo radi pač cegle, ne, se pravi, pač velikokrat vlagamo v predraga stanovanja, ali pa pustimo denar na nekih slabo ali neobrestovanih depozitih pri slovenskih bankah. Vse vmes je bolj, pa ne poznam, pa ne verjamem, pa me je strah, pa bojim se. Ampak vsi ostali finančni produkti recimo so krepko odzadaj za tema dvema asset classoma, kar pomeni, da še zmeraj nivo finančne pismenosti v Sloveniji ni na nekem nivoju, ki bi bil recimo primeren za družbo na tem nivoju gospodarskega razvoja. Se zelo veliko vlaga na to področje, tudi mi družba za upravljanje res enormno količino časa posvečamo temu, ampak se še zmeraj stvari dogajajo zelo počasi. Mogoče zadnja leta vidimo, da so te vlagatelji, ki so z nami zdaj že kar nekaj časa, doživeli, ampak tu govorimo o obstoječih vlagateljih, doživeli nek shift v percepciji dogajanja na kapitalskih trgih v smislu, gremo malo nazaj. Se pravi, slovenski kapitalski trg je relativno mlad, ko gledaš v kontekstu neke širše zahodne družbe. Tako da, in tudi zelo zanimive, recimo temu, lekcije je imel, ali pa izkušnje, ki je dal vlagateljem, ker dobesedno od 90-ih pa do globalne finančne krize na domačem trgu ni bilo nobene korekcije. Se pravi, takrat je bila mantra, karkoli boš kupil, boš zaslužil, ne. In prva taka resna lekcija je prišla z globalno finančno krizo 2008. Takrat smo v bistvu prvič začutili, da mogoče pa to ne bo skozi rastlo, ne. Da se dogajajo tudi druge stvari. In po tej veliki finančni krizi je slovenski trg trpel kar veliko časa. Zakaj? Zato, ker je bil toliko plitek, investitorjev na tem trgu bilo relativno malo in večina, ki so bili prisotni, ali pa večina vlagateljev, ki je bila prisotna, premoženja ni imela razpršeno globalno, ampak je bilo bolj domicilno, se pravi Slovenija, pa mogoče še malo Balkana. In to je ta glavna razlika, ne, med razvitimi trgi pa malo manj razvitimi trgi je, da je en ameriški trg se v letu pa pol odbil skoraj na vrednosti izpred padca. Slovenija pa balkanski trg je pa v bistvu rabila več kot desetletje, da se je vrnila tja. Tako da en del populacije ali pa en del vlagateljev je tule izgubil kakršnokoli zaupanje do kapitalskih trgov. Glavni razlog, jaz bi rekel, nerazpršenost pa neizkušnje, da pač stvari lahko padajo. No, v vmesnem času se je tudi industrija sama zelo razvila, se pravi, tudi produkti so ratali bolj globalni. Načeloma vse družbe za upravljanje ponujamo celotno paleto produktov, ki pokrivajo tudi cel spekter, od najmanj tveganih do najbolj tveganih, geografsko in sektorsko razpršenih, tako da ta likvidnost zdaj tukaj je. In vlagatelji, ki so vztrajali, v bistvu tudi čez te težje trenutke, so ugotovili, da trgi nihajo, ampak se pol tudi vrnejo, ne. In zadnje leto oziroma mogoče zadnje 2 leti vidimo, da so tudi se naučili, da vse te padce na borzah izkoristijo za dodatne nakupe. Tako da ni takoj občutek panike pa strahu, pri delu ampak pozitivno je pa, da ljudje da so začeli v bistvu v teh stvareh videti tudi nakupne priložnosti, kar je en znak tega, da finančno opismenjevanje pri določenem delu vlagateljev je rodilo sadove. Problem je, da ne znamo pritegniti ali pa da nismo sposobni pritegniti širše množice. Se pravi, vseh teh ljudi, ki imajo denar na bančnih depozitih, ki so res nizko obrestovani, tako da tukaj se v bistvu dogaja tudi največja oportunitetna izguba, ne samo za njih same, ampak za celotno slovensko ekonomijo. Zato ker res to, da ti denar sedi na banki in dobesedno vsak dan izgublja nekaj svoje vrednosti, ni dobro za nobenega. Se to me zanima, iz kje mogoče izhaja to, je to predvsem zaradi finančne pismenosti, nerazumevanja različnih produktov, pa v bistvu kako se mi sploh obnašamo
do denarja, pa lahko gremo čisto na tiste neke osnovne koncepte, da sploh vemo, kaj so prihodki, kaj so odhodki, kaj recimo, ne vem, bi mogli mogoče kot posameznik, pa kot gospodinjstvo, ne, kot neka družina nagledati, ali v bistvu to, da smo pač čist v bistvu zaradi narave ali pa okolja, v katerem smo živeli, mogoče navajeni tistega, temu reči denar v štumf, ne, čeprav vemo, da kolikor na depozitih, nizke obrestne mere, inflacija v bistvu pol nam požira v bistvu vrednost našega denarja. Pa mogoče kaj, da je tudi ta strah zaradi teh nekih finančnih kriz, pa mogoče neke zgodovine vplival na to, da v bistvu nismo toliko nagnjeni k nekim investicijam ali pa plemenitenju naših sredstev. Jaz mislim, da je bolj to nepoznavanje, kaj to sploh je, največji problem. Sej, da ne pomote, tudi pri nas doma, recimo moja mami, ki sem jaz povedal, kaj delam, ne, je rekla, sem kockar. Daleč od tega, da sem kockar, ne. Ampak to je ta neka percepcija, da smo mi, ki se ukvarjamo z delnicami, s kapitalskimi trgi, neki veliki risk takerji. In da so to neke take, recimo temu, na pol piramidne sheme, ker je daleč od resnice. Ker je za izjemno regulirano industrijo, z jasnimi pravili, z res rigoroznim nadzorom, tako notranjim kot zunanjim, tako da neke bojazni, da bi se kle dogajale neke čudne stvari, na reguliranih UCITS skladih ni. Zdaj pa, ko govorimo o nezaupanju, meni ali pa tudi našim sodelavcem dosti zanimivo, ker načeloma vsi zaupamo v kapitalske trge, pa v ekonomijo, samo ne zavedamo se tega. Recimo, ne vem, vsi, ki uporabljajo telefone, Samsung, Apple, to je na borzi. Načeloma danes ljudje brez Google ekosistema sploh ne znajo več bivati, ne. Google je zelo pomembna delnica na borzi. Voziš avtomobile različnih znamk, to so vse delniške družbe, kupuješ, ne vem, karkoli ali pa večino stvari v trgovini za dnevno življenje, govorimo o delniških družbah. Se pravi, mi vsak dan ali pa, ja, vsak dan dajemo denar nekim podjetjem in v katerih verjetno verjamemo, ne, če smo kupili te proizvode, pa uporabljamo njihove storitve, nismo pa pripravljeni kupiti njihovega lastniškega deleža ali pa njihovega dolga, ker jim ne zaupamo. Tako da tle je ta malo paradoks, no, med tem, kako ljudje res po nepotrebnem ne prisostvujejo na kapitalskih trgih, medtem ko prisostvujejo v realni ekonomiji pri istih subjektih. Tako da to je ena taka stvar, ki jo probamo mi komunicirati naprej, predvsem do teh, ki imajo res veliko stopnjo nezaupanja. Da rečem, če kupiš, ne vem, Apple telefon, ja, pa kupi še njegovo delnico, ne. Je pa res, da se morajo te stvari začeti, ali pa jaz vidim na mojem primeru, da je fajn, da se o teh stvareh začneš pogovarjati že kot zelo mlad. Recimo, jaz imam dvojčka, zdaj sta stara 12 let, oba varčujeta že od svojega rojstva, in čisto recimo, kako se z njimi pogovarjamo o investiranju ali pa vlaganju ali pa kaj to sploh je, kaj pomeni biti lastnik nečesa, kaj pomeni biti kreditodajalec, se pravi, kot imetnik obveznice ti dejansko posojaš denar, kaj od tega imaš, ne. En primer bom dal, če lahko. Na primeru mojega sinčka, ki je bil star, mislim, da je bil, ne vem, 7 let, 1., 2. razred osnovne šole, so imela prvi tak malo bolj, recimo temu, konkreten pogovor o investiranju, ne. In sem mu rekel: "Kristjan, a ti rad gledaš risanke?" Rekel: "Ja, oči." "Okej. A ti ta risanka všeč?" Rekel: "Ja, kaj pa ta?" "Ja, je ful dobro." A pa bi ti rad bil solastnik tega podjetja, ke dela te risanke? Pa bi v bistvu, ne samo, ke jih gledaš, imel
tega nekaj tudi kaj drugi gledajo, pa mogoče bojo zaradi tega delali boljše risanke, ker boš ti tudi malo njim dal dinarčkov in je rekel, super, kako pa to naredim. Tako da postaneš delničar Disneyja. Ne? In sva takrat pač tudi skupaj šla čez cel ta proces tega nakupa in je postal delničar Disneyja in se mu zdelo to super hudo, da je on zdaj tako nek del te zgodbe, ki je njemu ful blizu in on je tam dolgo časa govoril, le oči, jaz sem tle lastnik tega podjetja. Tako da tako je šlo, no. Sicer vmes delnica Disneyja je imela svoje nihanja, ampak meni se je zdelo to super, no. In takrat sem se res trudil iskati neke take zgodbe, s katerimi se je lahko pač tako majhen otrok poistovetil, ne. Ena taka je pač Nintendo. Tako da ne samo, da ti daješ denarček njim, ko kupuješ te igrice, ampak v bistvu tudi podjetje tebi potem skozi to, ko dela dobre proizvode, pa ko si ti solastnik, pa soudeležen te zgodbe, iz vseh področij dobivaš nekaj nazaj. Tako da jaz bi rekel, da to je ključno sporočilo tega, kako bi mogli ljudje dojemati investiranje, predvsem na delniških trgih, ne. Če verjameš nek produkt, super, daj denar, pa če bojo tudi ostali verjeli, boš tudi ti nekaj od tega dobil na drugi strani. Tako da imaš nekako uravnoteženo zgodbo, ker če ne samo daješ. To si zelo lepo izpostavil na tem primeru, no. Mi je zelo ful všeč. Pa mogoče bi tukaj, zdaj, ker ti si iz tega foha, ne, če tako rečemo, v bistvu ti ni težava oziroma sploh problem in ti je to tudi v interesu, da nekako bojo tvoji otroci razumeli čim prej, bili finančno pismeni. Kaj pa mogoče, kakšno je bilo tvoje mnenje za tiste starše, recimo, ker jaz verjamem, da je tako ključno razumevanje staršev, potem za otroke, kot tudi mogoče šolskega sistema kot takega, da recimo, kje mogoče bi najprej mogoče starše, da bi razumeli neke osnovne te pojme, da znajo to predati, navdušiti otroka, potem pa mogoče, kje bi bilo smiselno, da tudi v šolo vključimo recimo nekaj o financah ali pa, če že ne mogoče investiranje v posebnih financah za čisto razumevanje. Ja, mislim, to je tako. Šola, super, ampak načeloma bi mogel biti en tak dost razumevanju prilagojen program, kako ti predstavljaš, kaj to osebne finance so, da si sploh otroci znajo to predstavljati, ker če ne je to samo še nek učitelj, še nek zunanji sodelavec, ki nam nekaj govori, ker čisto ne razumemo, kaj nam govori, pa pač moramo zapraviti ta čas. Tako da, kako plasiraš sporočilo, je ključno. Za starše je pa tako, veliko enega materiala je zdaj na voljo že na spletu. Družbe za upravljanje se res trudimo, recimo pri nas si lahko pogledate ogromno količino nekih webinarjev, nekih video vsebin prav na to temo, od najbolj enostavnih, recimo začetnih konceptov, mogoče do bolj naprednih. Tako da definitivno materiala na to temo je dovolj. Kar smo mi probali narediti, pa še zmeraj probamo pri naši družbi, je, da za vsakega novega vlagatelja pač družba da 30-evrski bon, glih zaradi tega, da ljudje dobijo prvo izkušnjo, kaj to sploh pomeni. Se pravi, ti prideš, ne, še nisi vlagatelj, dobiš 30-evrski bon in s temi 30 evri lahko ti začneš investirati v naših skladih. In začneš spremljati, kaj to pomeni. Se pravi, dobivaš tedenska, mesečna poročila, prek aplikacije vidiš, kako se stvari gibajo, lahko delaš prenose levo, desno. Tako da načeloma si izpostavljen investiranju, pa v bistvu ti ni bilo treba še nič participirati svojega vložka. Zakaj to delamo, pa kaj hočemo s tem doseči, da hočemo, da ljudje dobijo pozitivno izkušnjo, da vidijo, da to ni noben wow, da če si vztrajen, pa če si potrpežljiv, načeloma tudi tu načrtica tvojega premoženja konstantno raste, na tebi pa je, koliko boš v ta mlinček dodajal svojega premoženja. Tukaj sem pa ravno mislil vprašati, ne vem, a se mi tako zdi ali pa pač mogoče kdo
enači, da je finančni uspeh povezan z višino njegovih prihodkov, ali je to odvisno predvsem do odnosa do teh prihodka pa denarja, ki ga imamo? Jaz mislim, da vsak, ali pa nam rekel vsak, skoraj vsak si lahko privošči, da nekaj varčuje. Kolikor pač varčuješ. Treba se zavedati pa ene stvari, da edina stvar, ki je nikoli ne boš nadoknadil, pa ki ima mogoče tudi skoraj največji vpliv na končno stanje tvojega premoženja, se pravi, na koliko imaš, recimo, na koncu, je kdaj si začel investirati. Se pravi, prej, ko začneš, boljše, s kolikor začneš. Zato, ker čas pa ta obrestni račun ima res veliko moč. Tako da jaz bi vsem svetoval, čim prej, s kolikor imaš, dobivaš te pozitivne impulze, dobivaš zaupanje v te stvari in pol se začneš zavedati, da je to nekaj, kar ti lahko sam pomaga pa koristi. Ampak najprej moraš pa v bistvu zgraditi zaupanje in to lahko zgradiš tudi z majhnimi koraki. Samo toliko, da v bistvu ugotoviš, da je to dobro. Tako, ko začneš telovaditi, se noben ne gre takoj na benča pa dvigne 100 kil. Na kakšno elastiko ali pa 2 sklece mogoče, kakšen trebušnak, ampak če to delaš konstantno, na koncu vidiš, da so rezultati samo pozitivni in isto z vlaganjem. Ja, res, lepo si izpostavil, kako ključna je ta časovna komponenta. Pa bi šla moč tukaj kar lahko konkretno, moč na par primerov. Kdaj si ti začel v bistvu varčevati, investirati? Že v študentskih letih mogoče? Ne. Ne? Ne. Takrat ne. Je varčevala moja partnerka, je bila zelo pridna pri temu, pa smo potem vse te njene trdo prigarane prihranke pokopali v globalni finančni krizi. Tako da to poslušam še danes. Na srečo sem pa vmes sam začel zelo veliko varčevati. Tako da v teh 20 letih, ali pa ja, v 20 letih, odkar res aktivno varčujem na kapitalskih trgih, lahko rečem, da imamo pozitivne izkušnje in tudi moja draga je pozabila na prvi spodrsljaj. In je v bistvu zelo zadovoljna, da mi je še naprej zaupala. Ja, dobro, saj. Zakaj sem mislil tako vprašati, je, recimo, če smo zdaj mi na koncu fakultete, pa že v času fakultete, sam si rekel, da v bistvu ni toliko nujno, kakšna je ta višina nekega denarja, ki ga mi investiramo, ampak je zelo pomemben ta časovni horizont, v bistvu, da če gledamo dolgoročno, sicer spet odvisno, zakaj varčujemo oziroma zakaj investiramo, mogoče, kako bi ti postopal oziroma kaj je tisto, ker imamo res veliko produktov, od obveznic, delnic, skladov, kripto vemo, da je ful popularen, predvsem zaradi te volatilnosti, pa me zanima, kako bi recimo ti se lotil, če bi še enkrat šel zdaj nazaj, pa bi imel nek razpoložljiv dohodek za varčevanje, investiranje. Ja, definitivno bi šel še zmeraj v kar tvegane stvari. Zdaj, jaz tudi razumem, zakaj je kripto tako privlačen za mlade. Definitivno bolj seksi produkt kot nek vzajemni sklad, ki ti nosi med 5 pa 10% na leto. Če imam jaz 2 jurja, 50% na leto, tole do Lamborghinija je še dolga. Lahko pa dam 2 jurja, pa malo kripto, pa pogledam na Instagramu ali pa na TikToku, ok, to. Čez 2 leti imam Bali, Lamborghini, pač lifestyle, ki mi ga to omogoča. A se to lahko zgodi? Lahko. Koliko je to verjetno? Zelo malo. Tako da bi šel agresivno na delniške trge, bi šel agresivno na te, recimo temu, vroče zgodbe. Zakaj? Zato, ker pač za izgubiti ima dosti malo, lahko pa zelo veliko pridobim. Kripto tudi mogoče, ampak ne
full monty, mogoče malo. Ne. In kar bi res rad poudaril, je, da se zelo pozna, če imaš ti nek sistematičen pristop v varčevanju, kar pomeni, da vsak mesec ali pa vsak priliv, ki ga imaš, nekaj odvedeš tudi na kapitalske trge. Kakorkoli pač je. In več kot lahko daš na ta trg danes, zelo večja verjetnost je, da boš imel potem pač v neki prihodnosti od tega bistveno več. Tako da to je to. Čim več, čim hitreje, v čim večjih zneskih. A bi mogoče dala kakšen primer, recimo, da si bi mogoče poslušalci lažje predstavljali, o kakšnih zneskih govorimo, ker pač višine prihodkov posameznika ali pa nekega gospodinjstva so različni. Kaj pomeni to, 10% mesečnega zaslužka, je to 20, manj, več? To je zelo težko reči. Jaz bi rekel, da toliko, kolikor si lahko privoščiš. Recimo, spet izpostavimo mojo partnerko, upam, da ne bo jezna, ampak se ne, take stvari so primerne tule za govoriti, to zanima ljudi. Ja, zakaj pa ne? Okay. Ona je imela neko obdobje, ko se je razpasla ta internetna trgovina, kjer so res konstantno prihajali neki paketi domov. Do te mere, da sem bil že tako natiz vsemi temi UPS-ovci in DHL-ovci. In nekega lepega dne sem rekel, poslušaj, saj super, ne, ampak a res moraš, ne? Itak 3/4 teh paketov potem nazaj dostavim, tako da nekaj tule ni v redu. Kaj pa, če bi ti probala skleniti trajnik, pa boš varčevala v naših vzajemnih skladih za ta znesek? Vse narobe, ne? Ne, jaz hodim v službo, jaz hočem imeti to, Probiva, 3 mesece, ne? Saj načeloma skleniš trajnik, če boš videla, da ne gre, super, prekineš, greš lahko pač nazaj na to, kar pač počneš. Ampak dajmo probati, ne? Čisto samo tako, da vidiš, da mogoče je lahko pa tudi to kul. Itak z zelo velikim cmokom v grlu pač me posluša, sklene varčevanje. In kaj se je zgodilo? Ona v bistvu v parih mesecih pozablja, da sploh varčuje. Se pravi, ko sem jo vprašal, koliko moraš dati stran, toliko, da te ne moti pri obstoječem življenju. Se pravi, da ti lahko živiš normalno, tako kot si želiš, neko polno življenje, ampak vse tiste, recimo temu, res nepotrebne stvari, ki jih je roko na srce danes lahko zelo veliko, odmisliš in jih takoj, ko pride na račun, odvedeš nekam drugam. Da te ne motijo. Zdaj za enega je to lahko, 10 evrov, za enega je to lahko več. Kakorkoli. Ta znesek je pač taka, kakšen je. No, in na njenem varčevalnem računu, oziroma na njenem investicijskem računu, se je od takrat nabral kar en velik kupček, no, tega premoženja. In jaz si vsake toliko časa malo pokažem, čisto koliko se je nabral, koliko je zrastel, koliko je zaslužila, in vsakič je presenečena, da ona sploh varčuje, pa kdaj sem ji to prodal, pa da ona o tem nič ne ve. Sem rekel, ne, vse v redu, tako je. In kaj pokažem, koliko ima, a res, a toliko, ja super. Ja, super. Tako da to je mogoče ena taka stvar, ki je fajn imeti, no, v ozadju podzavesti. To, kolikor lahko, da te ne boli, odmisliti, vsak toliko cajta pogledati, si reči, bravo, ne, in naprej. Ja, v bistvu pol gotovimo, šele pol gotovimo, koliko smo prej denarja zapravili za neke nepotrebne stvari, oziroma zdaj vidimo, da se ta denar nekako dela za nas, v bistvu pa smo na njega čisto pozabili. Pa mogoče se mi zdi tukaj smiselno vprašanje, kot sem že preomenil, veliko produktov, od obveznic, delnic, skladov, kripto, plemenite kovine, mogoče zdaj zlato, srebro so bile v zadnjem času zelo popularne. Pa me zanima, ker je toliko tega v bistvu, da če osebe, kako v bistvu, katere produkte izbirati, za kater način varčevanja, investiranja, in pa mogoče tudi na to, v bistvu, v katerem
delu oziroma v katerem obdobju življenja se nahajamo? Zdaj, vsak produkt ima nek smisel. Ne? Se pravi, kripto ima smisel v tem, da ti omogoča, da upaš, da boš z zelo majhnim vložkom v zelo kratkem času obogatel. Načeloma so pa te tradicionalni asset classi, se pravi delnice, obveznice, depoziti, zlato, srebro. Ja, lahko dosežeš v določenih okoliščinah zelo lepe donosnosti, ampak načeloma so bistveno nižje. Prav za delnice lahko pričakuješ med 8 in 10% na leto, obveznice od 0 do 5, ne? S tem, da če bi izpostavili to res agresivno denarno politiko po GFC med 2 in 5, pa denarniki, ne vem, do 2-3. Zdaj, če si lahko privoščiš, da počakaš in prebrodaš te manjše padce ali pa ta nihanja na kapitalskih trgih, pol pa iti na delnice. Če si ne moreš privoščiti tega, oziroma če si lahko privoščiš, ampak zaradi tega, ker ti trg pade za 5%, ti ne spiš en teden, pač ne greš v delnice. Tudi če si lahko to privoščiš, zato ker je zelo pomemben, da si ti miren s svojimi odločitvami. Pa spet, odvisen je tudi malo od velikosti vložka. Nekdo, ki ima 10 milijonov ali pa ki ima veliko denarja, njemu je mogoče celo dosti, da zasluži 2-3% na leto na ta portfelj, kar pomeni pač, da z relativno nizkim tveganjem oziroma zelo majhnim tveganjem vsako leto v garažo parkira enega Porscheja. In mu je to okej. Ne rabi zaslužiti iz teh 10 milijonov 20, ker mu to ne predstavlja nekih dodatnih užitkov v življenju. In obratno, če imaš manj denarja, pa hočeš priti do tega Porscheja, pač moraš bolj tvegane naložbe iskati, ki ti to omogočajo, pa čim več denarja tja metati. Tako da vse ima nek smisel. Zelo težko je individualno reči 10% tega, 20% tega, 30% tega. Ne. Pač to, kar hočeš, se pravi, en cilj ti mora biti donosnost, ki želiš doseči, pa vzporedno s tem pač moraš biti iskren do sebe, koliko tveganja lahko prebaviš. Koliko mirno lahko spiš, koliko si miren v življenju. Ker tudi, če si lahko privoščiš, sem že rekel, načeloma ni verjetno, da zaradi tega izgubljaš spanec. Kaj pa bi po izkušnjah rekel, kako smo recimo Slovenci in Slovenke, a smo bolj naklonjeni tveganju, a smo naklonjeni bolj nekim konzervativnim naložbam, da je tveganja res zelo malo, recimo neke obveznice? Ne, mislim, da so že na začetku se tega dotaknili. Ko pogledaš, kako imamo razpoloženo ali pa razporejeno premoženje, je zelo zanimivo, ker je največ naloženega v najbolj varne oblike naložb. Depozit pa nepremičnine. Ne. Potem po drugi strani smo pa vedno tudi zelo visok na teh kriptozgodbah, tako da en del prebivalstva je zelo naklonjen pa tudi tveganju. Vmes je pa relativno malo. Kar je recimo, to sem ti tudi že omenil, meni zelo spodbudno je, da vidimo, da so se te ljudje, ki so z nami zdaj že kar nekaj časa in so nanizali kar nekaj teh, recimo temu, vzponov in padcev in so ugotovili, da ja, nihanje je nekaj, kar je prisotno, ampak ni pa katastrofalno in da načeloma, če imaš pravilno uravnotežen portfelj, se stvari vrnejo in rastejo skozi čas še višje. Da je teh ljudi vedno več. In zakaj jih je vedno več pri nas? Zato, ker so jim dejansko imeli te izkušnje. In niso samo gledali v časopisih ali pa na webinarjih ali pa v medijih, ampak so jih dejansko živeli. Se pravi, oni so doživeli, da jim je portfelj zanihal, so doživeli, da če so takrat kupili, da so s tem še zaslužili še bistveno več in da so se trgi vrnili nazaj. Te pozitivne izkušnje so ključ do vsega in spet se vračam nazaj na to našo kampanjo, kjer probamo ljudje pritegniti s tem, da jim mi dajemo bone, da se na podlagi tega nizajo pozitivne izkušnje, da bi bili pripravljeni prenesti premoženje, ko se zgradi nek odnos iz bančnih depozitov ali pa iz kjerkoli v bistvu na kapitalske trge, se nam zdi zelo ključno. No. Tako da
Jaz apeliram na vse, probite z majhnimi zneski, ampak sam probite, da vidite, da to ni bav in da je to lahko sam dobro. Ja. Kaj pa recimo, zdaj smo postavljeni, kako smo pač nekako razporejeni tukaj v Sloveniji, da v bistvu tistega v sredini, da imamo nek razpršen portfolio, je bolj malo, ne, ali smo zelo konzervativni ali pa ekstra zelo naklonjeni k tveganju. Kaj pa v bistvu bi rekel, da nekako je smiselno, kakšen portfolio bi se naj sestavljali kot nek posameznik, kako naj bomo razpršeni, da recimo lahko zadovoljimo tiste svoje neke kratkoročne cilje, da smo vsaj nekako likvidni in pa mogoče, da varčujemo res dolgoročno mogoče za pokoj ali pa za neke večje nakupe čez število let. Mislim, tako je, spet se vračamo nazaj, ne. Načeloma za to dolgoročno komponento bi jaz rekel, da je edina, recimo temu, otipljiva rešitev so delniške naložbe. Zdaj pa imaš tule več poti, ne, kako se tega lotiš. Lahko si odpreš svoj trgovalni račun, pa sam trguješ z delnicami, ampak se moraš zavedati, da pač je to posel, da gre kar veliko ene energije, da moraš načeloma vedeti, kaj delaš, ampak če veš, legitimna odločitev, lahko se igraš z ETF-i, pa tudi sam trguješ z ETF-i, lahko pa rečeš, ok, v tem ne vem veliko, iskreno se s tem tudi nočem preveč ukvarjati, vem pa, da je to dobro zame, in potem poiščeš profesionalno pomoč. In to storitev outsourcaš profesionalnim upraviteljem, kot smo mi, in pač s finančnimi svetovalci začrtaš neko, recimo temu, finančno strategijo na podlagi ciljev, tveganja, želj, likvidnosti itd. In greš potem v to smer. Tako da ja, odvisno od tega, koliko znanja imaš, koliko si da s tem ukvarjati, pač zbereš neko tako normalno pot. Oziroma najboljšo pot zate. Ok. Pa mogoče tukaj, ker se pomikamo proti koncu najnega pogovora, te vprašam nekako, kaj tebe kot čisto osebno žene naprej? Neka motivacija, vizija, vpliv na druge zdaj, ker smo pač tudi v upravljanju premoženja, ne, v bistvu. Meni je ta moja industrija všeč že zaradi tega, ker je res dinamična. To delam zdaj že 20 let, vsako leto mislim, da sem videl že vse in vsakič znova me trg opomni, da ne, da temu ni tako in da je lahko tudi še drugače. In ja, to je ena taka stvar, ki mi je res všeč pri mojem poslu. Skozi moraš biti zraven, skozi moraš biti prisoten, in če si radoveden človek, če rad bereš, če rad v bistvu probaš ali pa če želiš svoje ideje tudi podkrepiti z nekimi finančnimi investicijami, je to ta prava panoga. Dodatna prednost tega je, da si vedno zanimiv sogovorec. Kamorkoli prideš, pač se imaš o čem za pogovarjati, se pravi, spremljaš od politike do makrotrendov, do posameznih podjetij, panog, tako da neke teme za pogovore so vedno tu. In ja, dokler bo tako, dokler bom rad hodil v službo, bom v tem pač tudi vztrajal. Slabost pa je, da si skozi bombardiran v bistvu z nekimi katastrofalnimi novicami. Se pravi, ne vem, če bi hodil navadno na službo, bi mogoče zvečer prižgal dnevnik, pa bi tam videl, kaj se dogaja. V finančni industriji pač si skozi priklopljen in skozi je nekaj narobe. In skozi je neka katastrofa in skozi se bo zgodil polom, groza tam, padec tule. Tako da moraš razviti neki tak res močen filter, da lahko v bistvu
prebrodaš vse te puščice, ki te napadajo. Pa, ko se enkrat zaveš, da 95% vsega, kar se govori, da se bo zgodilo, na koncu ne pride v realnost, pa tudi malo drugače gledaš na svet. Ja, v bistvu lepo si povedal, kot si že prej izpostavil, tudi dokler spiš mirno, v bistvu je vse ok, greš v pravo smer, tako da, Sašo, jaz bi na tej točki zaključil najin pogovor. Še enkrat ful hvala, ker si vzel čas. Hvala za vabilo. Malenkost. Vas pa bi seveda rad tudi povabil, da se včlanite v Alumni EFO in tako ponovno postanete del ekonomske fakultete in seveda nas spremljate v prihajajočih uspešnih Alumni Connect zgodbah.